Poseben po tem, da ne samo, da ima veliko zrcalo, se pravi, da lahko zbere veliko svetlobe, 8 metrov premerano zrcalo, kar sicer še ni največje danes, ampak kar je posebno, je pa, da ima hkrati tudi veliko zorno polje. To pomeni, recimo, če primerjamo James Webb, Hubble in ostali klasični teleskopi, tudi na Zemlji imajo ponavadi, če so veliki, imajo ponavadi zelo majhno zorno polje. Pomeni, da tako kot skozi eno luknjico gledajo v vesolje, tako kot da bi skozi buciko v bistvu naluknjali, a ne pa pogledali skozi, pokukali. Ta observatorij ima pa veliko zorno polje. Se pravi, v enem posnetku lahko posname del neba, ki je velik za 40 polnih lun. Če se predstavljate, Luno na nebu pač je en tak disk, če bi 40 teh polnih lun zložili zraven, eno zraven druge, to lahko posname ta teleskop v 30 sekundah in potem gre na naslednji del neba in ker ima veliko zrcalo, lahko tudi vidi globoko v tem, tako da zajame velik del neba in velike globine seže njegov pogled.